Hvala lepa, lepo pozdravljeni. V aktivnost, v katero sem bila jaz vključena, njena glavna nit je bilo praktično usposabljanje z delom in sicer izhajali smo iz teze, da se učenje v realnem delovnem okolju bistveno razlikuje od učenja v šolskem okolju in da je razumevanje in upoštevanje teh razlik ključno za kakovostno načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja z delom. Naš osnovni cilj celotne aktivnosti je bil pripraviti strokovne podlage in podporne mehanizme za vse, ki sodelujejo v procesu praktičnega usposabljanja. Poleg evalvacij vajeništva, ki so bile predstavljene že v plenarnem delu, smo pripravili še evalvacijo prenovljenega programa in podpornega gradiva za pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev, usmeritve za pripravo načrtov praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, primer izvedbe usposabljanja mentorjev, model metodično-didaktične podpore učenja z delom in pa program in gradivo za nadaljnje usposabljanje mentorjev za delo z dijaki s posebnimi potrebami. Zdaj, če začnem s prvim rezultatom. Izhajali smo iz programa za pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev, ki je bil prenovljen leta 2020. Takrat je bilo pripravljeno tudi podporno gradivo s strokovnimi pojasnili vsebin, ciljev in kompetenc programa. V evalvaciji nas je zanimalo, kako ta program dejansko deluje v praksi. Osredotočili smo se na 3 vidike, in sicer aktualnost, uporabnost in časovna ustreznost. Tudi to evalvacijo smo izvedli celovito, se pravi, da smo anketirali in izvajalce in udeležence, se pravi mentorje usposabljanja. Potem smo analizirali zaključne naloge. To so načrti praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, ki jih udeleženci pripravijo za formalni zaključek usposabljanja. Poleg tega smo pa izvedli še 2 fokusni skupini izvajalcev usposabljanja mentorjev. Rezultati so bili na prvi pogled zelo pozitivni. Večina izvajalcev in udeležencev je program visoko ocenilo kot aktualen, uporaben in ustrezno časovno zasnovan. 3/4 udeležencev usposabljanja je povedalo tudi, da je načrt praktičnega usposabljanja, da jim služi kot osnova za načrtovanje in izvedbo usposabljanja v podjetju. Se je pa tukaj pokazal ključen in pomemben izziv. In sicer in iz anketnih odgovorov izvajalcev in mentorjev, iz analize načrtov praktičnega usposabljanja in iz razprav na fokusnih skupinah se je pokazalo, da med izvajalci in med udeleženci ni enotnega razumevanja, kaj naj bi posamezen element načrta usposabljanja pomenil in kaj naj bi posamezen element pomenil. In ravno to spoznanje je bilo ključno izhodišče za naše nadaljnje delo. Se pravi, v naslednjem koraku smo iskali odgovore na vprašanje, katere elemente naj načrt praktičnega usposabljanja vključuje in kako jih predstaviti, da bodo enotno razumljeni. V okviru študije primera smo k sodelovanju povabili 11 izvajalcev usposabljanja mentorjev. Te so izhajali iz različnih organizacij, strokovnih področij in regij. Na več delovnih srečanjih smo skupaj z njimi razpravljali o tem, kaj posamezen element načrta usposabljanja pomeni v praksi. Razprave niso bile vedno enostavne, hitro se je pokazalo, da imajo izvajalci precej različne poglede, ki izhajajo iz njihovih delovnih okolij, iz strokovnih področij, na katerih delujejo, na primer tehnika, storitve, zdravstvo. Kljub vsemu smo kompromis dosegli, potem so izvajalci te elemente preizkušali v praksi v okviru svojih usposabljanj mentorjev. Na podlagi njihovih primerov smo izbrali in dodelali 4 in te bodo vključeni v usmeritve za pripravo zaključne naloge. Naslednje vprašanje pa je bilo,
Kako zdaj te vsebine približati udeležencem usposabljanja? Pri tem smo sodelovali z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana. Pri njih so bili pripravljeni reflektirati svojo izvedbo usposabljanja mentorjev. Dogovorili smo se, da bomo sodelavke s CPI spremljali njihovo izvedbo in pri tem izhajali iz vprašanja, kako naj predavatelji posamezne elemente načrta predstavijo že med samim usposabljanjem in hkrati, kako usposabljanje zasnovati tako, da se udeleženci že med procesom učijo, kako posamezen element pripraviti in ga uporabiti v svoji zaključni nalogi. Po spremljanju smo opravili refleksijo in na tej osnovi trenutno na Biotehniškem izobraževalnem centru posodabljajo svojo izvedbo usposabljanja. Več o tem vam bo povedal kolega Gregor Matos v naslednji predstavitvi. Jaz pa vam povem, da bomo do konca projekta njihov primer tudi sistematično opisali in ga kot podporo ponudili ostalim izvajalcem, če bojo seveda tako želeli. Do konca projekta bomo pripravili še model didaktično-metodične podpore učenja z delom. V njem želimo pokazati, da je lahko delovno okolje tudi kakovostno učno okolje, vendar če je ustrezno načrtovano in tudi podprto. V izhodišče tega modela smo postavili delovne naloge kot ključen vir učenja ter z didaktičnega vidika opredelili, kako jih načrtovati, izvajati, spremljati in reflektirati. To gradivo bo vključevalo tudi zelo konkretna orodja, na primer checkliste, opomnike in primere, ki bodo lahko tako delodajalcem kot šolam pomagali pri njihovem vsakdanjem delu. Poleg tega smo pripravili še program in podporno gradivo za delo z dijaki s posebnimi potrebami na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih, s tem pa želimo razširiti ponudbo nadaljnjega usposabljanja mentorjev. In zdaj morda še za konec, sicer je bilo to že večkrat povedano, pa se mi zdi danes, da je to pravo mesto, da povem še enkrat, da je v teh aktivnostih, da so sodelovali številni strokovnjaki iz različnih področji, učitelji, ravnatelji, predstavniki delodajalcev, ministrstev in tudi drugi eksperti. Ob tej priložnosti bi se vsem iskreno zahvalila za prispevek, konstruktivno sodelovanje in dragocene vpoglede. Sedaj pa vabim Gregor. Lepo pozdravljeni. Hvala za priložnost in za povabilo. Za priložnost, da predstavim še pogled izvajalcev, ki izvajamo tovrstno usposabljanje že vrsto let. Začeli smo leta 2012. Takrat je bil objavljen razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, takrat se je še tako imenovalo, za usposabljanje mentorjev in tudi eden izmed izbranih konzorcijev smo bili mi, naš konzorcij, in zahteve takrat so bile kar precej drugačne kot danes. Po tovrstnem izobraževanju bilo je krajše in tudi ta projektna naloga, ki se takrat imenovala kot projektna, ni bila dorečena, ni bila določena. Mi smo takrat samo morali pripraviti nekaj predlogov, naslovov. To je bilo lahko, ne vem, vseživljenjsko učenje ali pa vloga mentorja v podjetju in podobne stvari. Te naloge so bile zelo različne, včasih niti ne preveč povezane z samim usposabljanjem mentorjev. In že takrat so se začela pojavljati prva vprašanja, a to lahko kaj spremenimo. Torej, da dobili smo prve izkušnje v teh 2 letih, in potem sicer v naslednjih 2 letih je bil ta razpis dodeljen Javnemu skladu za razvoj kadrov in štipendije. Po mojih informacijah ta projekt tam ni zelo dobro zaživel, zato je bil potem v naslednji fazi spet ponujen našim konzorcijem, torej tistim, ki smo se prijavili. In v letu 2016, ko je bil ponovljen ta razpis, je bila zahteva podobna, torej 3-dnevno usposabljanje, 24 kontaktnih ur plus seveda domače delo in zaključna naloga oziroma projektna naloga se je takrat še imenovala z spet zelo različnimi naslovi.
Jaz se spomnim recimo enkrat, pa ne bom povedal, iz katere šole je to prišlo, ker mi smo bili vodja konzorcija in smo seveda pregledali vse naloge in smo jih morali arhivirati. Je bila celo naslov Lepote Slovenije. Torej slika Bleda in Bohinjskega jezera in podobno. Mi smo to seveda zavrnili, smo rekli, to pa ni primerno, to ne sodi k usposabljanju mentorjev, ampak izkazalo se je, da ni bilo nekega konsenza, kaj lahko mi zahtevamo od partnerjev, na kakšen način pripraviti naloge. Da bojo smiselne, da bojo uporabne. Seveda velikokrat, kot je že Tina pred mano omenila, so se šole in te strokovnjaki skrivali, če lahko uporabim ta izraz, ali pa to je naša stroka, mi tako delamo. Pač mi smo strokovnjaki na BIC-u Ljubljana za svojo stroko, nekdo drug je pa za drugo stroko. Tako da tukaj smo imeli izziv, kako zapeljati tako skupno zgodbo. In zato je bil potem tudi v naslednjih projektih zelo dobrodošel, oziroma je bila zelo dobrodošla podpora Centra za poklicno izobraževanje, sploh s temi projekti, ki jih je zdaj Tina omenila. Namreč v letu 2021 do 2023 se spremeni razpis v tem smislu, da mora biti ta projektna naloga, je postala zaključna naloga in je bila obvezno narediti načrt usposabljanja mentorjev, usposabljanja v podjetju, torej praktičnega usposabljanja oziroma praktičnega izobraževanja. Kaj več ni bilo napisano, kaj naj bi to bilo, bilo je samo to, da mora biti to zaključna naloga. In spet na nek način smo se iskali, kaj postaviti v to nalogo, kot je bilo že omenjeno. Makroplan, mikroplan, torej bolj podrobne naloge opredeliti kot primer in podobno. Ampak tudi tukaj spet smo dobivali zelo različne naloge in še poleg tega, ker sta dva konzorcija v Sloveniji, že vrsto let, smo se tudi usklajevali z njimi, saj sodelovanje je bilo vedno dobro, ampak tudi od tam so prihajali različni izzivi. No in kot rečeno, zelo dobrodošlo je bilo, da smo se lahko enkrat skupaj usedli pod okriljem CPI-ja in predebatirali te teme. Ne moram reči, da smo našli skupni imenovalec, ampak precej večji, kot je bil prej. Še vedno ostaja ta izziv, kako najti ali podati bolj podrobne usmeritve ali ne, ali je to smiselno ali ne. Mislim, da na nek način verjetno nikoli ne bo smiselno, da naredimo res podroben načrt, kako to delati. Ideja pa seveda je, da naredimo, da bi preko teh usposabljanj mentorjev predali način razmišljanja, kaj je pomembno, torej da tisti mentorji, ki prihajajo na naše usposabljanje, razumejo, kaj je pomembno, ko dajejo naloge dijakom oziroma študentom in da je pomembno opredeliti delovno nalogo, narediti ene kriterije uspešnosti in potem tudi to spremljati in dati povratno informacijo. Torej, načeloma je zdaj ideja ta, da bi se usposabljanje osredotočilo na to točko. Na nek način je morda podobno kot ta prenova srednjega poklicnega izobraževanja na splošno, torej kompetenčno usmerjeno, ampak seveda tukaj so izzivi, mi imamo na voljo 24 kontaktnih ur, oziroma po novem 32, ampak od tega je nekaj namenjeno samim predstavitvam teh zaključnih nalog, kako te mentorje v tem kratkem času prepričati oziroma jim to pokazati, da je to smiselno, da je tak pristop smiselen. Zdaj, zakaj smo se mi odločili, da gremo v ta projekt na povabilo tudi, kot sem omenil, fokus ni enoten, tudi predavatelji in izvajalci so si različno predstavljeni, še vedno si do neke mere predstavljajo, kaj je pomembno v tem usposabljanju. Torej, izkazalo se je, tudi po teh naših srečanjih, ko smo jih imeli skupaj v teh fokusnih skupinah, da to je potem pomembno še predvsem, ko smo dosegli en tak minimalni konsens, kako to prenesti na naše izvajalce.
V vsakem konzorciju približno 15 partnerjev, vsak partner ima eno skupino izvajalcev, lahko tudi 2 ali 3, torej v vsaki skupini so 4 predavatelji, torej to je približno 100, lahko 120, lahko tudi celo več samih izvajalcev in to je en izmed naših naslednjih izzivov. Torej, ta projekt zadnji se bliža koncu, torej z junijem se zaključi, predvideva se, da bo objavljen nov razpis in naša ideja je, da bi ob mogoče začetku naslednjega projekta lahko te usmeritve prenesli na naše nove skupine izvajalcev. Seveda tisti konzorcij, ki bo izbran, ne. Ideja je seveda bila ta, da, kot je Tina omenila že prej, da te spremembe in te ideje testiramo v praksi. In skazalo se je, da je velik izziv, da se predavatelji med sabo uskladimo. Nekateri predavalci so načeloma dobili zelo dobre povratne informacije. Mi smo ves čas, vsa ta leta, torej od leta 2012, delali evalvacijo in povratne informacije so bile skoraj 5, na lestvici od 1 do 5. Torej skupna ocena in tudi opisne ocene in želje udeležencev so bile, da bi lahko tudi nadaljevali ta vrstno usposabljanje, da bi lahko se naučili še česa več. Ampak izkazalo se je, da se predavatelji med sabo niso vedno popolnoma uskladili, ker niso poznali do podrobnosti vsebin. In to je tudi ena izmed prednosti tega projekta, da smo to predebatirali in se uskladili med sabo. Vsi predavatelji niso poznali zaključne naloge, kaj naj bi sploh vsebovala, torej ta načrt praktičnega usposabljanja. In če želimo, da je fokus usposabljanja na tem, bi bilo pomembno, da tudi predavatelji to spoznajo in da tudi prilagodijo svoje vsebine, svoj način dela. Torej, kot je Tina že preomenila, da pripravijo svojo izvedbo na ta način, da se elementi zaključne naloge že prikažejo ob njihovih predavanjih, ob njihovih izvedbi na njihovih delavnicah, da se vsebine res povežejo med sabo. Torej vsebine, predvsem je šlo tukaj za vsebine razvojnih značilnosti mladostnikov, komunikacije in teh vsebin, ki niso na prvi videz direktno povezane z zaključno nalogo. Izzivi za naprej. Eden izmed ključnih izzivov, ki smo ga zaznali vsi, je ta, da je skupina mentorjev praviloma zelo nehomogena. V eni skupini imamo ponavadi predstavnike, ki imajo srednjo poklicno šolo, srednjo strokovno šolo, višjo strokovno šolo, univerzitetno izobrazbo ali pa celo doktorat. In izziv glavni je, kako tako skupino pripeljati do skupnega konca in da ne naredimo usposabljanje preveč zahtevno, preveč recimo kognitivno. Zmožnost kognicije je različna pri teh posameznikih. Torej, da je usposabljanje praktično. En izziv za naprej je tudi, kako te delavnice prenesti na naslednji projekt in tudi kako ponuditi dodatna nadaljnja usposabljanja. V tem projektu zadnjem in tudi prejšnjem je ponujena možnost nadaljnjih usposabljanj, ampak na način,
da jih posameznik lahko izbere vse 4 ali pa nič. Ne. Torej, če izberemo vse 4, se udeleženci lahko udeležijo, ampak zaenkrat nismo izvedli niti ene skupine, ker nihče ni bil pripravljen vse 4 izvesti. Tako da hvala za pozornost. Lepo pozdravljeni. Več od naših organizatorjev mi je že namignil, da naj svojih 45 minut predstavitve skrajšam, kolikor se da. Ne vem, če mi bo uspelo, se bom pa potrudil. In rešuje me pravzaprav to, da smo slišali že veliko o praktičnem usposabljanju z delom, tako da o pomembnosti tega segmenta verjetno meni ni več treba izgubljati besed, ker že to vsi zdaj dobro vemo in se tega zavedamo. Tudi to, da pravzaprav je ta raznolikost že pri obsegu PUD-a vsi dobro poznamo in tistile oranžni delčki predstavljajo delež PUD-a v izobraževalnem programu. Tako da ta PUD, ki je različen po obsegu, trajanju in izvedbi, seveda prinaša s sabo veliko kompleksnost. In zdaj ta kompleksnost je nekaj, česar smo se mi skušali v tej 4. aktivnosti lotiti. In sicer gre zdaj za različne segmente oziroma različne stvari, ki jih je treba ves čas upoštevati od nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega in srednjega strokovnega izobraževanja, časovnih razporedov PUD-a, delodajalcev, ki so zelo raznoliki in tudi vlog in odgovornosti. Poleg tega seveda pa se tu skriva še zelo veliko izzivov, sistemskih, ki jih danes ne bom naslavljal, se pa vsi zavedamo, da so in se tudi pravzaprav trudimo reševati tiste stvari, ki vas na šolah, pa predvsem organizatorje PUD najbolj skrbijo. No, ampak mi smo se fokusirali na digitalno podprta učna mesta in na pobudo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje tudi izbrali 2 strokovni področji, se pravi zdravstvo in socialno varstvo ter predšolsko vzgojo. Smo pa potem pri delu se odločili, da bomo izbrali tukaj zdaj za to digitalizacijo samo 2 izobraževalna programa, in sicer zdravstveno nego in predšolsko vzgojo, in za ta 2 izobraževalna programa tudi razvili pilotno aplikacijo e-PUD. Zdaj seveda razlog je bil predvsem v tem, da smo ugotovili, da je potem, ko to zadevo razvijamo, naredimo, zelo elegantno prenosljivo tudi v ostale izobraževalne programe. Zdaj seveda pri teh temeljnih ciljih smo se najprej vsi v delovni skupini zavedali predvsem vlog in organizator PUD tukaj ima pomembno vlogo na šoli. O mentorju pri delodajalcu smo ravnokar slišali, tudi slišali, da se veliko dela v smislu njihove usposobljenosti in pa seveda v končni fazi tudi dijak. In ko smo postavljali te temelje, smo ugotovili, da so prakse po šolah zelo različne in je nekako ta digitalna preobrazba dokumentacije zahtevala predvsem to poenotenje. Šele potem smo lahko razmišljali o razvoju nekega celovitega orodja za digitalno podprto načrtovanje, izvedbo in evalvacijo na PUD, pa seveda z navodili za uporabo te aplikacije. In pa tisto, kar je seveda vsaj po mojem mnenju eden glavnih produktov, pa so priročniki za organizatorje PUD, mentorje pri delodajalcih in dijake. No in seveda zdaj pri tem poenotenju dokumentacije, kot že rečeno, smo ugotovili, da sicer počnemo vsi isto stvar, ampak zelo različno. In dejansko brez poenotene dokumentacije sploh nismo mogli začeti razmišljati o razvoju aplikacije, seveda pa kaj to pomeni, ne samo aplikacija, ampak tudi poenoten način dela, pa smo videli šele v tem razvoju, pa ugotovili, da je to tisto, kar bo predstavljalo temelj tudi v nadaljnje. No in zdaj tega poenotenja smo se lotili na tak način, da smo ravnateljem povedali, kakšni so cilji aktivnosti 4, s tem, da tukaj, kot že rečeno, 15 izobraževalnih, oziroma se upravičujem,
15 šol izobraževalnega programa predšolska vzgoja, 12 šol izobraževalnega programa zdravstvena nega. Potem pa smo z organizatorji PUT teh šol, teh dveh izobraževalnih programov in pa tudi člani šolskih komisij pripravili te dokumente in dostikrat smo prišli do tega, kar je bilo že danes večkrat omenjeno, da so zdaj šole pripravljene na kompromis najbolj takrat, kadar se prilagodimo njihovemu načinu dela. Tako da je bilo tu kar veliko diskusije, veliko takih in drugačnih idej, no, ampak vseeno nam je uspelo pripraviti kar nekaj dokumentov, ki so zdaj usklajeni. Pa še to je treba reči, da nekaterih teh dokumentov na nekaterih šolah sploh ne uporabljajo. Recimo najava učnega mesta je tam, kjer šole spodbujate dijake, da si sami najdejo nekoga, ki jih bo sprejel na PUT, na nekaterih šolah to naredijo organizatorji PUT-a. Potem kolektivna učna pogodba, kjer zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju sicer zelo natančno govori, kaj bi naj tukaj noter bilo, ampak tudi tu so prakse zelo različne. Nekatere šole potem, ko sklenejo kolektivno učno pogodbo, z aneksom določijo, kateri dijaki v katerem obdobju pridejo k enemu delodajalcu. Ugotovili smo, da rabimo nekaj podobnega, kar obstaja v 3-letnih izobraževalnih programih. Tam je katalog praktičnega usposabljanja, kjer so določeni operativni učni cilji, s katerimi šole dosti bolj elegantno napotijo dijaka k delodajalcu, ker se s temi operativnimi učnimi cilji postavi skupni imenovalec. Šola pove, kaj si želijo, delodajalci vidijo, kaj si šola želi in pa v končni fazi tudi dijaki vedo, kaj bodo na PUT-u delali. Tako da smo zdaj za ta dva izobraževalna programa postavili neke tako imenovane operativne učne cilje, s katerimi smo postavili ta skupni imenovalec. Tudi ta napotnica, s katero šole sporočite delodajalcu, kaj in kako bi naj PUT tekel. Pa potem evidenčni list dnevne prisotnosti dijaka na PUT, kjer se da zelo elegantno potem videti opravljeno število ur. Zdaj, delovnega poročila se tukaj v tej aplikaciji nismo, se pravi v tej aktivnosti nismo toliko dotikali, to je nekaj, kar nam je še ostalo. In pa seveda razmišljali smo tudi, kako bi zdaj opravili neko evalvacijo opravljenega PUT-a, zato ker je tudi to ena od stvari, ki jo zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju od šol zahteva, da se opravi neko poročilo. Tako da smo pri teh usklajenih dokumentih pa dostikrat, oziroma pri usklajevanju dokumentov, dostikrat naleteli na največje izzive popolnoma drugje, kot smo pričakovali. Kot že rečeno, proces kljub temu, da počnemo isto stvar, ni enoten. Specifičnost izvedbe, dostikrat tudi določene sistemske zahteve postavljajo tok okvir. Nekateri organizatorji PUT so razvili popolnoma svoj način dela in ta navajenost, mogoče na papir, daje občutek zanesljivosti marsikomu. Naj mogoče povem še to, da smo izhajali tudi iz tega, da smo dobili informacije strani delodajalcev, da najbolj jih zmede dejstvo, da dobijo v svoje podjetje dijaka iz različnih šol, istega izobraževalnega programa, in so zahteve šol krepko drugačne. Jaz bom tukaj v temle trenutku predal besedo sodelavki Maruši. Jaz se potem še vrnem za tisti zaključni del, tako da Maruša izvoli. Pozdravljeni. Bom zelo kratka, obljubam. V nadaljevanju bom predstavila digitalno podprt model načrtovanja, izvedba in evalvacije praktičnega usposabljanja z delom ter njegovo implementacijo v praksi. Gospa Helena vam je že predstavila, kakšne so bile številke projekta. Tukajle pa smo se sprehodili še v pisarne organizatorjev praktičnega usposabljanja z delom in ugotovili, da se ukvarjajo s procesom PUT, ki je v praksi precej zahteven, predvsem z vidika organizacije in dokumentacije. Realnost je velika količina fizične dokumentacije, razpršene po
različnih mapah in arhivih, kar za organizatorje pomeni upravljanje res precejšnje količine dokumentacije. No, z organizatorko praktičnega usposabljanja, ki je sodelovala tudi v delovni skupini, sva naredili izračun obsega te dokumentacije. Torej na konkretnem primeru Srednje zdravstvene šole Ljubljana to pomeni približno 28 listov papirjev na enega dijaka in skoraj 700 na oddelek, se pravi 30 dijakov, in pa več kot 10.000 listov dokumentov na eno generacijo, torej od 1. do 4. letnika. Kar pomeni nekje 20 zavojev papirja ali pa še celo 50 kg, kar ustreza 2 vrečama papirja. Zdaj to, če preračunamo, takole, če preračunamo še pot, je to nekje 2 kilometra dolga pot, če zložimo liste enega zraven drugega, in ob tem še nismo upoštevali izgubljenih dokumentov in izdanih duplikatov. Prehod iz problema v model. No, prav ti izzivi iz prakse so bili razlog, da smo pristopili k digitalizaciji PUT. Cilj je bil zmanjšati količino dokumentov in predvsem poenotiti postopke, izboljšati preglednost in okrepiti sodelovanje med vsemi deležniki. Zato smo zasnovali digitalno podprt model, ki omogoča, da se celoten proces od načrtovanja do evalvacije in izboljšav izvaja na enotnem mestu, pregledno in v realnem času. In prav to je bilo izhodišče za razvoj rešitve. Proučili smo proces sodelovanja ključnih deležnikov v procesu PUT, ki jih imamo tukaj zarisane, in pripravili poenotno dokumentacijo, ki je predmet digitalne preobrazbe. V proces so bili vključeni torej dijaki, mentorji in organizatorji, vsak svojo vlogo in zahtevami. Zato smo model in aplikacijo prilagodili vsem 3 skupinam. Digitalno podprt model smo prevedli v zasnovo aplikacije, ki podpira ključne procese praktičnega usposabljanja z delom. Pilotna aplikacija združuje ključne procese PUT od načrtovanja, spremljanja do evalvacije in povezuje vse deležnike v enoten sistem. Zasnovana je modularno, zato podpira celoten proces. Naslednji korak je bil prenos modela v prakso, torej v aplikacijo, in tukaj se je pokazal pa največji izziv, ne v samem modelu, ampak v tem, kako ga prevesti v delujoče okolje, kjer smo hkrati usklajevali, kot ste že slišali, različne procese, interese, načine dela med šolami in delodajalci, pa tudi med nas, ki smo ustvarjali vsebino, in na drugi strani programerji, ki so to postavljali. Aplikacija je bila uvedena kot pilot v šolah, ki izvajajo torej programa zdravstvena nega in predšolska vzgoja. Uporaba je danes različna. Nekatere šole uporabljajo celoten sistem, druge pa samo določene funkcionalnosti. Ker se rešitev že uporablja v praksi, smo želeli preveriti tudi uporabniško izkušnjo in ugotovili, kako učinkovita je rešitev z vidika uporabnika. Trenutno poteka evalvacija uporabniške izkušnje v sodelovanju z dr. Klemenom Širokom. Vključuje torej vse deležnike, dijake, mentorje, organizatorje PUT. Rezultati nam bojo dali usmeritve za pripravo predlogov za izboljšave. Tukaj boste pa pogledali še en posnetek, enega od možnih potekov, ki ponazarja koncept rešitve. Toliko z moje strani. Hvala, Maruša. Ne bomo se poglabljali v aplikacijo, zdaj tole je samo recimo ta tako imenovani semafor, kjer lahko organizator PUT zelo hitro vidi, kdo že ima katero reč opravljeno. Seveda zdaj smo pa pripravili, kot že rečeno, en posnetek, iz katere se da vsaj majčkeno zaslutiti, kako to teče. Še enkrat. Živo Lan. Kam pa ti? Evo, lih nesem liste profesorci za PUT. Dobro, prav. Hvala. Dober dan, profesorca. Jaz sem prinesel podpisano najavo za moj PUT. Živijo, Miha. Ja, kje si pa imel to?
Najprej izvedemo uvoz dijakov iz Excel datoteke in preverimo, ali so bili vsi dijaki pravilno preneseni v sistem. Nato odpremo delodajalce, kjer izvedemo uvoz podatkov iz Excel datoteke. Po uvozu odpremo posameznega delodajalca v urejanje, izberemo zavihek Kontakti za put in vnesemo podatke o mentorju. Preidemo na zavihek Kolektivne učne pogodbe, kjer ustvarimo novo pogodbo in jo pošljemo v podpis. Prejemnik, torej podpisnik, prejme na elektronski naslov povezavo za podpis pogodbe. V aplikaciji nato označimo pogodbo, kliknemo na možnost podpis, na elektronski naslov prejmemo privatni ključ. Ključ kopiramo in ga vnesemo v ustrezno polje. Potrdimo podpis. Pogodba je s tem uspešno podpisana. Podpis preverimo še v PDF obliki. V načrtovanju in spremljanju put začnemo s kreiranjem najave učnega mesta za dijaka. Izberemo dijaka, določimo delodajalca, vnesemo število ur ter dokument shranimo. Oj, a si spuda? Ja, danes je bilo ful dobro. V delovnih poročilih pregledamo delovna poročila dijakov in jih potrdimo. Nato izvedemo izvoz evidenčnega lista. Ko ima dijak omogočeno evalvacijo, odgovori na vprašalnik. Organizator praktičnega usposabljanja pregleda semafor in če ima dijak na semaforju vse zeleno, mu določi status, da je uspešno opravil put. Tako, zdaj pri vsemu temu seveda bo sigurno vprašanje, kdaj bomo lahko to začeli uporabljati. Prej smo slišali že zjutraj našega direktorja, da je od več dejavnikov to odvisno, vsi si želimo, da čim prej. Naj pa samo še to povem, da ti posodobljeni vodniki, ki sem jih že prej omenjal, pa bodo z novim šolskim letom na voljo in po informacijah, ki jih že imamo strani organizatorjev put, bodo v veliko pomoč, ker nanašajo oziroma se nanašajo predvsem na to, kako. Hvala lepa.